Zdaj pa še nam ostane, da se pogovorimo oziroma da nam Simona predstavi nekaj, kar je zadnje čase zelo in. Kako delati mediacijo po Zoomu, celo malo več časa imamo na voljo, tako da Simona ni treba, da se omejuješ samo na 10 minut, ker verjetno vsi nestrpno čakajo slišati to. Ja. Rada bi povedala tudi, da se je društvo zelo organiziralo na Zoomu v teh časih, da imamo vse seje po Zoomu, da tudi delamo izobraževanja po Zoomu in je nazadnje tale naša konferenca. In seveda predtem smo izpeljali tudi volitve, se spomnite, po Zoomu. Tako da smo se tehnično nekje modernizirali in skušamo, da nas ta virus ne bi preveč ustavil. Pri tem trenerjem je zelo pomagala Simona Frumen, ker nas je učila temu, kako delati, kako učiti ljudi po Zoomu, da tudi taki, ki nismo ravno rosno mladi, smo se to naučili. To pomeni, da so bili res predavatelji, Rudi in Simona, res dobri. Tako da smo se res temu privadili. Seveda je pa drugo, eno je delati trening po Zoomu, drugo je pa seveda kako medirirati nadaljavo. In to je nekaj novega, kar sicer naš podpredsednik pravi, da se že dolgo časa dela in da je seveda, ko imaš preko mejne spore, je to normalno, da ne bojo zdaj letali iz drugih krajev sveta, ampak bo to šlo nadaljavo. Ampak le prisluhnimo temu, kajti čas je tak in Simona, prosim te, da bolj korajžno, ker imamo več časa na voljo, nam predstaviš to način mediranja online. Izvoli. Super, hvala lepa Gordana, hvala za besedo in povabilo. Lep pozdrav vsem, me zelo veseli, da ste v tako velikem številu prišli. Ja, in kot je Gordana rekla, zadnje čase je online mediacija bolj in. Zdaj, ko sem jaz delala izpit za mediatorja pred 17 leti, smo se učili za mediatorja v živo. Zgledalo je nepojemljivo, da bi se lahko kdaj trening za mediatorja odvijal online. Potem smo izvajali mediacije v praksi v živo. Spet smo se vsi pogovarjali, da to vse se je počasi selilo online, ampak mediacija, to je pa res nekaj, kar se samo lahko v živo izvaja. To smo se pogovarjali takrat, slišali smo malo, da eni to izvajajo tudi online, ampak večinoma smo bili skeptični. Potem sem jaz imela eno mediacijo, ker je ena stranka odpotovala v tujino in je bila na večmesečnem delu v tujini in ni bilo realno pričakovati, da bomo lahko mediacijo v tem 3-mesečnem roku zaključili. In sem se jaz takrat zelo poglobila v to temo, kako zdaj izvesti mediacijsko srečanje, da bomo zagotovili od zaupnosti, določenih srečanj in vsega to, kako je to sploh tehnično možno, če eni govorijo, da se to izvaja, v Ameriki so to že dlje časa izvajali. In sem takrat, bom rekla, se nekih stvari naučila. Potem je prišlo še par takšnih primerov, imela sem tudi te mediacije z tujimi strankami, to je bilo vse nadaljavo, vse preko Zooma in sem ugotovila, da te stvari v bistvu čist laufajo. No, potem pa se je zgodil ta nesrečni COVID in vso to zaprtje in leto 2020, ki je precej spremenil naš pogled na to, kaj je možno, kaj je smiselno in kaj je tudi dobro za stranke. Zdaj, če pogledamo, jaz sem malo poklicala tudi na okrožna sodišča in govorila z vodji mediacijskih pisarn na različnih sodiščih po Sloveniji in so mi povedali, da v prvem valu se mediacije v živo seveda niso izvajale, da pa v bistvu morda je tu in tam kateri mediator se odločil in izvajal mediacijo preko maila. To je v bistvu seveda lahko z obema naenkrat si dopisujemo, ampak vsi, ki smo že kadarkoli mail uporabljali za kak košček komunikacije s strankami, vemo, koliko truda in časa gre v zapis nečesa, zato ker bodo stranke lahko to velikokrat prebrale
zato da bo prava intonacija prišla skozi, da ne bomo koga prizadeli, saj jih vendar ne vidimo. Ne vemo, v kakšnem momentu jih bomo dobili na drugi strani, ko bodo to brali. In je to ogromno časa, plus še vedno nimamo njihovih obrazov, ne vidimo te neverbalne komunikacije, ne slišimo jih, oni ne slišijo nas in je veliko možnosti za nek komunikacijski šum in da so stvari, bom rekla, bolj neugodne v mediaciji. Nekaj mediatorjev je mediacijo izvajalo preko telefona. Tu je na nek način že malo boljše, stranko slišiš njeno intonacijo, lažje prilagodiš. Težava tukaj je, da večinoma pol lahko govoriš z eno in potem z drugo. To pomeni na nek način kot ločena srečanja, ki je zopet bolj realno v kasnejši fazi mediacije, ko gre že za pogajanja, ampak ta otvoritveni del, kjer imamo skupni nagovor, kjer strankam povemo, na kak način bomo sodelovali, pa se potem strinjajo z mediacijskimi pravili in tako dalje. Kako pa to gre, če samo telefon uporabljamo ves čas? Teda tudi tu je bila težava. No, k sreči so se stvari malo, bom rekla, odprle. Možno je bilo zopet, da se izvajajo mediacije. Vodje mediacijskih pisarn so povedali, da je bil strašen naval po tem, ko so se zadeve malo sprostile. Strašno so mediatorji pritiskali, da so stranke obupane, da želijo čim prej imeti mediacijsko srečanje. Hkrati so pa imela sodišča težave z omejitvijo prostora, ker, kot veste, moramo zdaj delati v bistveno večjih prostorih, da je zagotovljena medosebna razdalja. Zopet je težava, zato ker so to ali neke ogromne sejne sobe ali velike razpravne dvorane, kjer so tudi notri pleksi stekla. Vse to je, tudi maske imamo gor, spet se ne vidimo čisto obraza, mimike in je spet, bom rekla, ni optimalno, ni tako, kot smo se učili in morda tako, kot smo prej delali v praksi, tako kot bi mediacija morala biti. Zdaj, kako je pa v bistvu z online mediacijo? Kako je z online mediacijo bilo v tem vmesnem času? Zdaj, na sodiščih, pa izven sodišča bom razložila. Najprej na sodiščih. Ves čas, že od začetka, so sodišča dopuščala in prepuščala mediatorjem, da povabijo stranke in izvedejo mediacijo online, torej s pomočjo Zooma ali katere druge aplikacije, Teamsov ali Skype ali kakorkoli. Torej, sodišče je to dopuščeno. Kaj pa je bilo z izvedbo? Jaz delam mediacije na okrajnih sodiščih, nekaterih okrajnih sodiščih, na okrožnem sodišču v Ljubljani in na višjem sodišču v Ljubljani. In na teh sodiščih vseh imam informacije, se je kar precej teh mediacij na Zoomu izvedlo. Na drugih sodiščih pa so mi povedali, da se online mediacije niso izvajale. Razlogi za to so bili različni, se mi bom malo dotaknila malo kasneje. Zdaj pa v bistvu še, kaj je bilo z izvensodnimi mediacijami. Kot veste, je začel pred časom veljati družinski zakonik, ki je opredelil izvajanje družinskih mediacij posebej tudi na centrih za socialno delo, kjer izvajajo družinske mediacije pred sodnim postopkom in po sodnem postopku. Jaz sem bila vključena tam v veliko izobraževanj mediatorjev družinskih in so se družinski mediatorji obračali name, ali lahko izvajajo, da pač mediacije zdaj v živo ne morejo izvajati, kaj naj naredijo. Naslednja stvar je bila, da sem jaz sama bila imenovana kar v nekaj postopkih v izvensodnih mediacijah, teh družinskih, ker sem na zunanji listi mediatorjev, in je tudi mene zanimalo, ali je v teh postopkih to ministrstvo dovoljuje ali ne. In sem zato na moje zaprosilo, da naj se opredelijo, so se potem opredelili, da je to dovoljeno, da je okej, vkolikor se mediator čuti kompetentnega in vkolikor se stranke s tem strinjajo in imajo seveda te tehnične pogoje izpolnjene. In takrat so me kontaktirali mediatorji iz CSD-jev, da bi se želeli usposobiti, pridobiti te kompetence, ker jih nimajo. Niso niti vedeli, ali imajo dovolj te tehnične opreme ali ne, kaj bi sploh potrebovali. Tako da sem potem naredila ta izobraževanja, kar nekaj teh skupin smo oblikovali in kar je mene najbolj razveselilo je, da so mi na koncu povedali, da zdaj ne samo, da so kompetence pridobili, ampak da dejansko so izgubili strah.
ker smo zelo dosti vadili, tako da so videli, kaj je treba poklikati, kje in kako, in so potem videli, da to funkcionira in da gre to zraven, in mi tudi sporočajo, da to deluje, da uporabljajo to s strankami. Ok, da čisto na kratko, zdaj, kaj je online mediacija oziroma mediacija po Zoomu. To je ena od platform, ki jo lahko uporabimo, je Zoom. Druge so potem recimo Microsoft Teams, pa še dosti drugih platform je. Nekateri ponudniki v tujini, posebej recimo, kot da bi Društvo mediatorjev zdaj posebej oblikovalo eno aplikacijo, kjer bi bila posebej, kako bi stranke prišle notri in se tam mediirale potem in tako dalje. Zdaj, Zoom zelo dobro izpolnjuje ta naša pričakovanja in potrebe, ki jih imamo kot mediatorji, zato jaz v glavnem uporabljam Zoom. Zdaj, kaj so tisti razlogi? Zakaj tega ni več? Če je to nekaj, kar deluje, če je to nekaj, kar že tukaj v vaši bližini funkcionira, zakaj tega ni več? Zdaj, jaz sem malo zbrala te razloge, ki sem jih slišala od kolegov, pa kar so mi povedali te vodje mediacijskih pisarn, kaj so razlogi. Eno je to prepričanje, da je potreben ta osebni stik, da je potrebno se videti na 4 oči, da se moramo v živo usesti. Pol je bilo recimo, da to ne bi delovalo, da ne vemo, kako bi to delovalo, da nimamo tehničnih pogojev, da nimamo elektronike in se na to ne spoznamo. Potem so bila pa vprašanja bolj v smislu, kako bomo zagotovili pa zaupnost, kako bomo zagotovili to varnost, kako bomo zagotovili pa ločena srečanja. Torej, tu so bolj ta vprašanja, torej, kako naj to, če zdaj preoblikujemo kot mediatorji, da se ne fokusiramo, kaj ne gre in kaj ne znamo, ampak da rečemo, če bi imeli znanje in odgovore na vprašanja, kako zagotoviti zaupnost online mediacije ali pa kako zagotoviti prehode v ločene sobe med strankami, da se one ne slišijo in tako dalje, potem bi pa morda si upali. In kaj bi še potrebovali, da bi si upali, recimo, ali malo več vaje, malo prakse, da si zaupate in da lahko tudi vi to izvajate. Zdaj, morda najbolj ključno vprašanje in moja izkušnja, ali online mediacija deluje. Moja izkušnja je, da deluje, da se zelo obnese. Najbolj me pa veseli, ko vidim, da so stranke tudi pozitivno presenečene, ker na začetku morda tudi za njih to predstavlja nek bav, ker si ne znajo predstavljati, kako bo to funkcioniralo. Ampak, ker sem jaz suverena, jaz prenesem svojo jasnost in mirnost tudi na njih, ker jim znam zelo preprosto in jasno razložiti, kaj potrebujejo, kako se bomo tega lotili, in jih pomirim, da je zadeva enostavna, da bodo hitro to ugotovili, hkrati jim pa seveda ponudim tudi prej, da če želijo, da se lahko dobimo na tehnični generalki, da vidijo, da se lahko povežejo, da deluje mikrofon, da deluje kamera in da vse ostalo je pa, bom rekla, vsebina, ki jo bomo potem na samem mediacijskem srečanju naredili. Tudi odvetniki so zadovoljni, ko vidijo, kako to funkcionira. Na začetku so se v 2 primerih stranke bolje počutile, da so one prišle k odvetniku v pisarno. To je bilo v tisti fazi, ko je bilo to še mogoče in dovoljeno, in so potem sedele zraven odvetnika. Zdaj pa v bistvu lahko jaz strankam tudi pokažem in jih naučim, kako so lahko vsaka stranka je eno okno, tako kot jih zdaj tukaj gledamo, seveda tam jih ni toliko, kot je vas zdaj, jih je manj, tako da so relativno velika in jih dejansko vidimo v obraz, včasih celo bistveno bolje, kot če bi se v živo brez mask dobili. Zato, ker jih tudi zaprosimo, kako naj si osvetlijo obraz, da jih vidimo, in ko je nekdo tako blizu, kot recimo zdaj jaz, moj obraz vidite bolje, kot če bi bili zdaj na živo, evo Alenka maha, kot če bi bili v živo na konferenci, kjer bi jaz bila recimo zdaj na govorniškem odru, vi bi bili pa 10-15 metrov stran. Tako da ta del, ki jo mi kot mediatorji zelo potrebujemo, da vidimo obraz, da vidimo to mimiko, je v online mediaciji zelo mogoč, zelo zagotovljen. Zdaj tudi večina ljudi je že kot neko normalo sprejela, da imajo doma opremo, imajo laptope, ki imajo že vgrajene kamere, imajo te računalnike in vse to, tako da dejansko vedno večkrat, ko vprašam ljudi, so za to, da se ta mediacija izvede online. Tako da, kaj bi še jaz povedala, zdaj, da predvsem, kaj vse je možno. Možno je, torej v bistvu,
možno je tudi pisati na flipchart, možno je tudi podpisati sporazum, možno ga je napisati tako, da skupaj za strankami pišemo in da one hkrati gledajo na našo, kaj mi pišemo. To je drugače v živo, veste, ko pišemo sporazum, stranke običajno stojijo za našim hrbtom, ko mi pišemo na računalnik sporazuma. Tudi tukaj je pa to možno, da na kak način to izvedemo, predvsem pa, da streniramo to na samem treningu. Zdaj, ko jaz razmišljam, zakaj je online mediacija neka veščina, ki mislim, da je nujna za vsakega sodobnega mediatorja, je zato, ker smo mi mediatorji po naravi ljudje, ki raziskujemo, kaj vse je še možno, kako vse bi še lahko strankam pomagali, kaj so še tiste veščine, ki bi nam lahko v naslednji mediaciji pomagale bolje razumeti potrebe strank, bolj se prilagoditi situaciji, v kateri so, biti bolj fleksibilni z večjim naborom orodij, ki jih imamo na voljo. In ko gledam, ali je to online mediacija ena od teh, zagotovo, ker če imamo to veščino, to znanje, potem lahko to opcijo ponudimo strankam. Seveda je od njih odvisno, ali bodo sprejele ali ne, ampak če mi tega znanja nimamo, jim tega ne moremo omogočiti. Te alternative potem stranke niso imele. In lahko povem primer, imeli smo že pred 2 tednoma, smo rezervirali se termin za danes zjutraj za eno mediacijo na drugem koncu Slovenije, več kot 100 km iz Ljubljane, kjer živim. Tja bi se morala peljati več kot 1 uro, že je bilo vse splanirano, s komediatorjem smo imela že vse logistike pripravljene, ko včeraj popoldan dobim mail, da je gospod mu je bila odrejena karantena in da ne more priti na mediacijo. In potem je bilo, kaj zdaj, a bomo prestavili za naslednjič. Jaz sem takoj preverila pri obeh, ali bi bila pripravljena narediti online mediacijo. In ker sta se že 2 leti z tem problemom soočala in sta želela čim prej zaključiti, sta rekla, no, pa probajmo. Sicer bi raje v živo, ampak raje, kot da mi zdaj še prestavljamo, dajmo narediti pa online. Poslala sem jim linke, razložila sem jim, kako to gre, dala sem jim dokumentacijo za podpis, vse te zadeve smo uredili in danes zjutraj smo se priklopili preko Zooma in smo v 2 urah sta potem uspešno odšla s sporazumom. Zdaj pa vprašanje, a je bila ta izkušnja njima enaka, kot če bi bilo mediacijsko srečanje v živo? Za vse nas, za njiju in za naju s komediatorjem, ali bi bilo enako? Jaz mislim, da ne. Ni enako kot v živo, ampak bilo je učinkovito. To, kar sta se 2 leti mučila, sta uspela vendarle rešiti v 2 urah. In jaz mislim, da online mediacija je dobra alternativa za mediacijo v živo. Tako da vas vabim, da povabite stranke na online mediacijo. Če pa želite, bom rekla, še malo več suverenosti na tem področju, malo te kompetence povaditi, se naučiti, kaj v nastavitvah v ozadju naštimati, zato da bo res stvari, da boste razumeli in da boste mirni, da se ne zgodi kar nekaj nepričakovanega. Da veste, kako ustvariti to virtualno mediacijsko sobo, da veste, kako stranke povabiti, kako ustvariti ta link, kako jih povabiti, katere dokumente jim dati za podpisati, da bo res zaupnost zagotovljena. Kako jih spustiti potem v sobo, kako ustvariti te posebne ločene prostore, kjer se boste pogovarjali, kako prehajati iz teh sob, kako pisati sporazum, kako ga podpisovati. Če se te stvari želite naučiti, to znanje obstaja. To znanje smo, bom rekla, ga delimo in če ste v to smer želite svojim strankam tudi ponuditi to alternativo, ste vabljeni, da se tega izobraževanja udeležite. In me bo zanimalo odziv vseh vas, ki ste že mediacije online izvajali, kako vam gre, če imate kakšna vprašanja, sem vam na voljo tukaj zdaj, ali pa potem tudi kasneje po mailu. Tako da, evo, za enkrat toliko, drugače pa sem odprta za vprašanja. Hvala. Super, hvala, Simona. Ja, tudi društvo organizira tako izobraževanje in naša predavateljica je Simona za učiti se medijirati online.
Gotovo moje izkušnje so take, da priprava na tako mediacijo je nekoliko daljša, kot sicer. Že tako je priprava izjemno pomembna, ampak tukaj je še ta navodila so še bolj natančna, seveda zagotoviti res zaupnost, da ne bo kdo kaj snemal, se veste, pod mizo, sicer ne vidiš, da snema na kameri, ampak snema pa s telefonom, pa tako naprej. Skratka, te zadeve so še bolj občutljive, še bolj je ta nekako natančna priprava, ampak je pa neskončni prihranek časa, ni treba, da potujejo, stranke pridejo, samo virtualno in seveda je hitrejše. Prepričana sem, da bomo vsi mi, ki smo začeli mediirati nadaljavo zaradi covida, da bomo to delali tudi naprej, ko bo tale virus mimo. Tako da sem prepričana, da je to nekaj, kar se vredno naučiti in tudi vredno uporabljati. Seveda zdaj eni transformativni mediatorji bi rekli, zdaj, če nimamo strank, ki sta v istem prostoru in ne moremo tako dobro zrcaliti, ne moremo uporabiti tehniko zrcaljenja, kot bi jo lahko, vendar se tudi to da z veliko truda, z veliko pozornosti. In tudi tu se pokaže na tem primeru, hvala Simona za ta primer današnje mediacije, da prvenstveno je, tudi na zadnjem zakonu tako piše, je naloga, da stranke rešijo nek pravni spor. Odnos se verjetno popravi, velikokrat se popravi, ni pa nujno. Mogoče je ta online mediacija lažja za reševanje konkretnih sporov, konkretnih pravnih sporov, za odnose pa mogoče malo manj, ampak ni pa nemogoče. Ja, jaz sem imela izkušnjo že z tako, recimo, to danes je bilo delitev skupnega premoženja, recimo. Drugače pa tudi veliko primerov teh vprašanj glede zaupanja v vzgojo in varstvo otrok, stiki, preživnina, kjer so v bistvu dosti čustvene in osebne teme, ampak vse to se v bistvu da. Prav vidim, da je večji zadržek v prepričanju, da se ne, kot pa potem, ko vidimo, kaj vse se da. Kakšno vprašanje po četu ni? Ali imaš ti kakšno izkušnjo, ker veliko delaš online, ki bi razdelil z nami? Pravzaprav se z obema vama strinjam. Res je, da se da. Mogoče je potrebno nekaj novega znanja osvojiti, tudi tehničnega, pripraviti tudi prostora. Tudi to je pomembno, jaz imam take izkušnje, kaj imaš v ozadju kot mediator, koliko blizu kamere si, kam gledaš, takšne malenkosti, ki na koncu veliko pomenijo. Tako da vsekakor se da in Zoom oziroma online mediacija je možna tudi potem, ko ne bo epidemije oziroma pandemije. In je vsekakor koristno orodje. Ja, tako da res se učimo. Tako kot je prvi govorec rekel, mediator mora biti radoveden in se učiti in se prilagajati, ker te, kot smo rekli, sodelovanje je pomembno za preživetje vrste, ampak tudi adaptibilnost. Kdo se adaptira k spremembam, tiste vrste preživijo. Te nesprejemljivi pa reveži ne morejo. Imamo eno vprašanje, in sicer gospod Andrej sprašuje, kaj pa tveganje, da ena od strank snema srečanje in posnetek objavi, na primer na YouTube? To sem rekla od začetka, da je treba strogo zastaviti to in podpisati to obvezo, da ne bojo tega delali, in seveda, če karkoli sumljivega, ko vidiš pri mediaciji, moraš prekiniti. To ni mediacija v dobri veri, in če bi pa kdo to naredil, je odškodninsko odgovoren. Kaj bi pa ti še, Simona, mogoče priporočila? Ja, jaz v bistvu z njimi tudi dodam, torej v uvodnem nagovoru, dodamo te teme, zato da jim je popolnoma jasno, dam jim pa že tudi za podpisati vnaprej,
in jim tudi pokažem, kaj je tisti pogoj, ki ga bodo morali izpolnjevati, in potem na uvodnem srečanju preverimo jasno, ali to razumejo in se s tem strinjajo. In takrat smo zelo pozorni na njihovo tudi neverbalno komunikacijo, tako da vidimo, ali je to, da so podpisali in da razumejo in se strinjajo, še vedno drži. Strogi, ne, tukaj je pa manj je več, ne, pri zaupanju, ne. Če ni pravega zaupanja, če nekomu ne morete zaupati, pol ni online medijacije, nič hudega, ne. Boljše to, kot da pol na YouTubeu kakšne osebne stvari, kakšne družinske medijacije gledamo, ne. To pa ne bi bilo dobro. Se je pa že v živo tudi zgodilo, ne, da kdo snema, a veste, telefon je zdaj, lahko ga daš pod mizo, pa vse snemaš, a ne, tako da to je tudi popolnoma situacija, kjer se mi je pa v živo zgodilo, no, sej ni bilo online, torej v živo, da je stranka prisluškovala pri vratih, ki je bila naločeno srečanje, je prisluškovala, in ko je bilo vzdušje, torej ko je v bistvu bivši partner govoril o njenih starših, je vdrla v prostor, a ne, in pokazala celo, da je prisluškovala, a ne. Tako da hočem reči, v onlineu se to ne more zgoditi, ker dejansko v drugi sobi je popolnoma zvočna izolacija, ne. To je prednost, ne. Ja. Tako da so, ne, prednosti in pasti tudi v živo in tudi online, ne. Ampak tukaj je priprava še bolj mogoče zahtevna kot v živo. Ja. Dobro, hvala, Simona.